kam s 100.000 za obdobje 3 let, vem, da se kopaš v denarju in ne veš, kaj s tem denarjem, oziroma ti veš, ker se ukvarjaš z investiranjem. Mislim, veš, kaj ti bom rekel? Prva stvar, jaz nič ne delam za 3 leta. No. Sem dolgoročni investitor. Se pravi, karkoli investiram, se probam izogibati tega, da bi zdaj bo pa nekaj skočil, pa bom ok. In tudi 3 leta se mi zdi zelo kratek časovni obdobje. No. Tako se mi zdi, da lahko ujameš neko štalo in tako skozi se govori, zdaj bo pa prišla recesija, ker je že zelo dolg. Smo v bikovskem trendu. Tako da se mi zdi izredno težko zdaj tukaj ti dati en pameten odgovor, ki ni, se pravi, neke te obveznice ali treasuries pa te fore. No. Jaz bolj tako gledam kot tam portfelj, da je za mojo penzijo, da ga bom začel pol kurt. Na drug stran imam pol ETF-e zelo splošno, se pravi, največji del je nek ta svetovni, ker so tvoji sogovorniki priporočali. Zdaj sem pa, kaj se pa lotam, pa dajmo malo več Kitajske, ki je toliko v šitu. Vsake toliko pa gre malo gledati neke te kazalnike, pa malo se ukvarjam s tem, ampak načeloma so tam zelo tako, je zelo čisto razprašeno. Pol se grem pa zdaj tudi malo stock pickinga. Hočem, da gre vsaj 5% noter celega portfelja, ker prej sem za manj delal in sem videl, da sem pol ful hitrej, ker kaj šel, kako bi temu rekel, veš, srečo preizkusiti. To sem tam prebral in zdaj pa hočem biti toliko šur, da grem z večjim deležem noter. Jaz še v ETF ne bi šel. Pa še ena stvar je po mojem zelo pomembna, kaj bo po 3 letih, kam bo šel denar po 3 letih, se mi zdi najbolj važno, ker če bi šel v nepremičnine, pa bi mogoče lahko tudi v nek nepremičninski sklad vmes.